oziroma da so na prvem letečem cilju. Tole markacija velikanka. Tale pogled se pa lahko skoraj primerja s Ferrato Via Italiana na Mangartsko sedlo, Grintovec. Kočne. Aleš je pa že na Gorenjskem. Živijo, Peter spet z vami, pa z mano je tudi Aleš. Sva v Ravenski kočni na Jezerskem, na izhodišču za en kup vrhov. Midva danes greva na Dolgi hrbet, pa v bistvu Alešu manjka samo še ta štempelj za Kranjske vrhove. Tako da greva to zaključiti. Pejte zraven, super bo. Do Češke pokočemo 115 let piše. Pa bo malo hitrej. Ja, posledice zadnjih ujm so tudi le vidne. Je kar fino tekel dol. Se pa takoj od začetka kar lepo spne in se bo hitro ogrela. Tole je za dol. Drugače si da tudi sem gor po teli cest prideti, ampak midva greva itek po ta strmi. Ja, tukaj se gre pa naprej. Vsaj značenje tako. Evo, ta prvi razgled narediti. Nekaj se že vidi. No, glavnem, tukaj gre ena markirana pot, druga gre pa, če greš po cest malo višji, pa še ena pride, kakor se spomnim. Ampak mi da gre kar po tele. Drugače treba pa zdaj od letos naprej na teli Ravenski kočni je plačilju parkirišče, se pravi 10 € treba plačati. Lahko pa tudi tam malo naprej od jezera po rampah pustite avto, pa brezplačno. Je pa dobre pol urce več za hoditi. Izhodišče je drugače na slabih 1000 metrov, tako da mora premagati, bo okoli dobrih 1500 višincev naredila. Pa mogoče še tale češka koča. Zakaj se imenuje češka koča? Zato, ker so jo češki planinci naredili v času Avstro-Ogrske, kot ste že dol videli, več kot 115 let nazaj. In še danes je ta oblika češke koče posebna, pač tako Čehi, se pravi. Čehi tako svoje planinske koče delajo in če jo tiste, ki poznate, ali pa ko boste šli gor, boste videli, da je precej drugačne oblike, kot pa so te naše koče. Tako da, malo za splošno razgledanost, lahko se temu reče. Spet sva na cesto prišla in izslediva, dokler naj markacije spet ne popeljejo v gozd. Evo, tole je najin cilj, Dolgi hrbet. Zdaj so pa na planini, ki so pozabila, kako se reče, bom pa napisal. Malo treba napisati, kaj piše. Zdaj so pa na križišču, kjer pride pot od Žičance dol. Mislim, od Žičance gor. Novo križišče za Jezersko se gre tudi za vas. Sonček počas prihaja. Tukaj se pa lepo vidi tudi, kje gre Ferrata gor na češko kočo, pa kje greta tudi obe poti na ledine. Je pa tudi ideja bila, da bi šla tudi krožno pot čez Skuto pa Rinke. Ampak bova videla, no, kako se bova počutila gor na Dolgem hrbtu. Ampak zaenkrat je plan. Glavni cilj je Dolgi hrbet, no, pa če bo še kaj več, bo pa sam bonus.
Ja, pa še probam približati kočo na ledinah, tam gor se vidi. Drugače, pot na Češko kočo, oziroma izgled od Češke koče, je super družinski izgled. To, če imate radi hribe s familijo, nujno sem gor. Ima še manj kot 900 metrov do vrha. Kolesarsko bi rekel, da je prvi leteči cilj, oziroma da so na prvem letečem cilju. Se pravi na Češki koči. To izgleda zaprta. No, zdaj lahko vidite, da je malo drugače narejena, kot pa naše koče. Tole pa še razgled. Tukaj desno so vrata, ali vratca, tako malo lažji vzpon. Pa tole so kočne, tukaj zadnje je Grintovc, tole je najin cilj, tam na gor je Skuta, pa so pa Rinke zadnji, pa Storžek, pa Baba, pa tukaj zadnje pa tudi Mrzla gora, ne. Ja, pa še tole je Goli vrh. Je pa koča drugače odprta, tako da za nazaj se bo lepo ustavila, če bo šla tukaj. Tole sem še hotel povedati. Ni treba vse vode sem gor prinesti, ker si lahko tukaj dotankaš. Tako da malo prehranite težo. In to sem tudi jaz naredil. Tole tudi vemo, kaj pomeni, ne? Evo, počasi oblaki, oziroma ni več čisto jasno, no. Ampak upamo, da bova to vzgodi gor, da bojo še razgledi, ker popoldne so možna kakšna nevihta. Pristajalna steza za helikopter oziroma ploščad, mi gremo pa kele gor. Počas napredujeva, se pa tudi počas oblači. Če hočete takle malo lažji vzpon oziroma malo krajši je tam gor do vrat, je tukaj križišče in da gre pa naprej za Kočne, Grintovc, Skuto, Dolgi hrbet in ostale očake tle okoli. Hočete pa kondicijo nabirati, pa je pa najboljš, zato je hoja po meliščih navzgor. Ampak je pol dol je pa veliko bolj lušten. Počas pridobiva na višini. Že ne 200 metrov nad kočo ali pa 150. Jaz se drživa za Grintovc. Kakšna lepa travca je. Počas se premikava proti steni, kjer bo pospravila palce, čelade gor dala, pa šla po skala gor. Palce bo kar tle pustila, sva se odločila, se tle vračava. Nekdo je še pred nama in gremo gor. Ko je tole voda pa sneg naredita. Pa zanimivo, ne, tukaj more, kadar je veliko vode, mora res prnoreti dol, pa tamle par metrov nižji, pa že ni več struge, pa ponikne v prot. Neverjetno. Tole markacija velikanka. Pa so na jeklenicah.
Tole gor se je po mojem že jezersko kočno vidi. Tista špica. Tole pa Aleška laufa gor. In je parkrat je kar lepo izpostavljena pot. Ja, zdajle sva pa začela, se je odprl pogled na Košuto, greben Košute, ga malo približal. Češka koča nam je pa praktično pod nogama. Kva se je megla navlekla v 5 minutah. Se pa že cel greben Košute vidi. Evo, še 5 minut kasneje. Pa že takole. Medtem ko gor je pa takole. Pa spet malo jeklenic. Spominska plošča za preminulega planinca. Zraven pa lep šopek. Tole smo rekli je Kočna. Tukaj zadaj, evo, tamle se pa že Grintov cvit za tole škrbino. Še malo pa ga bom pokazal. Smo pa že na grebenu, super. Tamle pa bivak pod Grintovcem. No, malo se spustim, da Grintovca pokažem. Evo ga, najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp. Semle gor nekam gre pa midva. Ja, pa še ajde, razgled proti Ljubljanski kotlini. Tukaj kar skozi markacijem treba za skuto slediti. Za dolgi hrbet nisva še ene oznake videla. Tole je drugače mlinarsko sedlo. Malo sva se odpočila, malo nasončila, pa gre naprej. Še enkrat razgled, tule se še lepš vidi Grintovec. Kočne, pa tole dol. Od višine se zvrti še malo klinov. Tukaj zdaj pa je kar veselo naprej. Tale pogled se pa lahko skoraj primerja s Ferrato Via Italiana na Mangartsko sedlo. Kar adrenalinsko, sploh za dol. Aleš rekel, da tam če bi imel malo bolj pritiskov, me hurjo prinesem dol do Češke koče. Ko je dober. Tole pa Kamniška Bistrica spodaj. Na eni strani imamo tele pode, na drugi strani pa nič. Včasih prihajamo na vrh, po mojem.
Evo, tam se že štempelj vidi. Tole zadnje pa Skuta. Tretji najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp. Prvi je Grintovec, smo ga tam že pogledali itak. Druga je Jezerska kočna. Tretja pa Skuta. Evo, dobrodošli na vrhu Dolgega hrbta. Glede na to, da se megla vleče, bomo na hitrco. Skuta, tistole so Rinke, zadnji je Mrzla gora, pol tale tukaj je Velika baba, tole je Jezersko. Tamle zadnji, škoda, ki se ne vidi, ampak malo v oblakih je Košuta. Tale dedec tle je Aleš. Pol imamo Kočno, Jezersko pa kaj je Jezerska pa? Pa Kokrška kočna. Pa Grintovec. Tole tukaj le v megli je ne Dolgi hrbet, ampak Kalški greben. Tole je pa nesrečna Kamniška Bistrica. Pa še tlele dol Koča na ledinah. Sem pozabil. Takole zadnji je pa še ledenik pod Skuto, eden od 2 ledenikov v Sloveniji. Ker divjak. Evo, še tradicionalni selfie z vrha proti parkir placu. Nič? A gremo dol? Pejmo. Na Češko kočo na Ričet. Tako. Vedno več je meglic in megle, tako da sva idealno so bila gor. Še te zadnji cajt, da so imela lep razgled. Zdaj pa naj se zapre. No, tlele se pa začne najbolj adrenalinski del za dol. Ker tamle pa sploh pri naslednjem ovinku. Pa se zdaj že počasno sedlo nazaj. Evo, pa greva nazaj na gorenjsko stran. Mislim, da tukaj je še osrednja Slovenija, če se ne motim. Tamle Aleš je pa že na Gorenjskem. Tukaj je tudi takle zanimiv del. Melišče, pa nič več ni videti. Tale je tudi lušten del. Še zadnji konček pred meliščem. Še malo pa pri Češki koči. Tlele bo zapustila markirano pot, šla na melišče, ki naj bo pripeljal čisto do dol.
Ta je malo bolj zoprn Miliše, ki ima take velike kamne tudi vmes. Evo, Aleš je še tam na gor. So pa že čist par češki koči. Gremo pogled, ko ima za jest. Jaz sem se kar dobro zasedela tlele in ričet so pojedla z žganci. Top. Zdaj se podzad že malo tiste popoldanske plohe približuje, tako da gremo dol. Koliko se je spet v parih minutah pooblačil. Za tole Ferraton češko kočo bom pa tudi dal desno gor. Meni 2 leti nazaj sem jo posnel. Glede na to, da se je kar lepo zoblačili, sva tudi za dol kar isto pot zbrala. Drugače bi pa lahko tudi krožno šla iz koče, iz češke koče bi šla proti koči na ledinah, pa tam pol do Žrela, pa pol tam dol. Ampak mogoče sam ideja za vas, mi dva greva pa po najkrajši. Evo ga. To. Evo naju na koncu še ene ture. Prav zadovoljen sem, ker spoznavam tudi Kamniške Alpe in tale vrh je bil, sploh v vzponu je bil res super, zgledi fantastični. Sem že med potjo hotel posneti oziroma reči, da je super označen in tudi varovan, res vsa čast markacistom. Tako da drugače pa tehnično kar zahtevna pot, tudi fizično kar naporna. Aleš, ja, je kar naporno, ja, ni tako einfach. Drugače pa vse v redu, no. Ja. Splača se na češki koči tudi malo stalo. Ja, jedla sva, ste videli, ful je bil dober. Ričet je čudovit. Ja. Drugače pa... Do češke pa lahko vsak. Ja, sigurno. Mislim, če ste zdravi, pa to pol sploh ni problema, ne. Gor pa tisti, ki imate z višino probleme, boste imeli pa malo izzivov. Ja. To je to, nič. Hvala, ker ste ostali z nama do konca. Kakšen like, vpišite se na kanal, ker vem, da je vas veliko ni vpisanih, pa bi bilo ful dobro, če bi se, sploh za kanal. Če boste pa sam gledali, pa se na to vpisali, pa tudi ne bomo jezni, ne. To je to. To je to. Moraš kaj zapovedati? Ne. Nič. Uživaj. Uživajte. Čau.